Zdaj, neč, mečken bomo začeli tokrat malo drugače. Zdaj moram jaz malo tole deliti, tale moj. Dušan Brešar Mlakar. No, Dušan Brešar Mlakar, ja. No, pa dajmo mečken začeti takole malo drugače. Upam, da slišite. Okej, pa poslušajte. Se spomniš, kako je ležati v dvoje na kupu sena v družbi lune in zvezd? Se spomniš, čigave so bile tiste krave? Zjutraj so tebi pojedle klobuk. Rosa je umila vročo noč, cvetje je še zihalo. Dan prišel je soncu na pomoč, žabam se je strgalo. Grom je ribniku izdal skrivnost, štorklje so se mu zale. Veter naju je pregnal pod most, vrbe so zajokale. Še veš, da je sonce luč iz vesolja, Bog, ki postaja jezen na nas. Še veš, da je zima, botra tišina, volk, ki je vetru posodil svoj glas. Kaj bo zraslo iz peskovnika, polnega prekratkih hlač? Koga bo ubila zibelka, svet pokvarjenih igrač? Ni več neve, ni več jablane, raj je vedno bolj strupen. Barve smeha so pozabljene, mesta nimajo imen. Kako je ležati v dvoje na kupu sena v družbi lune in zvezd? Se spomniš, čigave so bile tiste krave? Zjutraj so tebi pojedle klobuk. Rosa je umila vročo noč, cvetje
Cvetje je še sihalo, dan prišel je soncu na pomoč, žabam se je strgalo. Grom je ribniku izdal skrivnost, štorklje so se mu zale. Veter naju je pregnal pod most, vrbe so zajokale. Kaj bo zraslo iz peskovnika, polnega prekratkih hlač? Koga bo ubila zibelka, svit pokvarjenih igrač? Ni več Eve, ni več jablane, raj je vedno bolj strupen. Barve smeha so pozabljene, mesta nimajo imen, nimajo imen. Seksi, jaz. No, tako. Jaz sem vas zdaj izklopil, tako da si pol, ko boste na vrsti, lahko vklopite mikrofone, a ne, sej. Torej, še enkrat dober dan. Mitja, začeli smo s tvojo skladbo. Dej, povej, meni, da te je Predim poklical, pa kako je rekel? Kje si, Mitja? Ni, okej. Torej, potem pa, če ga ni, pa gremo naprej. Jaz vas bi lepo... Evo me. No, Mitja, ajde. Kje si? Je rekel, evo me, tukaj sem, a se me sliši? Ja, se sliši, izvoli. Je rekel, fantje, tak ste dobro naredili, da lahko date gor na radio, super je. Sem rekel, fajn. Ne? Dej, Tako Mitja, da- ti pripadaš še eni mlajši generaciji glasbenikov, bomo začeli s teboj, no, pa malo povej, kaj se zdaj dogaja na področju glasbe. Potem bomo pa prešli še... Ja, lahko rečem, da v tem letu ogromen, ne? Od lanskega marca do letos smo imeli vsak vikend ogromno špilov, za vse COVID bolnike, za vse cepljenje. Zdaj imamo novo vrsto žuranja, kar pomeni cepljenje z razkužili. Ne? V bistvu, hecam se. Ja, v letošnjem letu, bom rekel tako, ne, je vse skupaj, mislim, veliko je nam glasbenikom in sploh kulturi padlo v vodo, a ne. Drugače pa na področju glasbe, kaj jaz vem, večinoma se zdaj ustvarja, ne, ali doma, ali po studijih, ker špilov praktično ni. Koncertov ni, vse je veliko ne zaprto, ne, razen trgovine in pa verski objekti in tako naprej. Drugače pa se dogaja, no, pač tisti, ki hoče delati, lahko veliko naredi, ne. Rečemo, jaz osebno sem se zdaj, ki je bilo malo več časa, ker tudi ni bilo športa, ker tudi na športnem področju sem precej aktiven, sem se lotil programiranja oziroma studijske produkcije, ne. In tole, kar ste slišali, je v bistvu skladba od Zorana Predina Zadnja večerja, ki mi je šla vedno, ko sem bil na kakšnem dopustu, po glavi tako, ker mi je všeč komad, sem rekel, kaj če bi jaz naredil eno novo, posodobljeno verzijo tega komada, pa sem se ga lotil lepo doma s klaviaturami, z inštrumenti, z vsem in to ste slišali v bistvu premierno, ker tudi na radiju še ni bila, ne, v bistvu treba še dokončati zadevo. Ampak ja, se mi zdi, da je dobra, no, mislim, sem kar ponosen na njo. Moja draga verjetno malo manj, ker je to tokrat slišala, ker projekt je nastajal s tem, da sem se jaz učil delati s programom za muziko delati, ne. In je zadeva trajala od oktobra, ne, se pravi za 5-minuten komad, kar je dolg, sem se jaz matral od oktobra naprej, ker je bilo treba se vse učiti. Tako da, ampak ja, uspehi so vidni, ne, lepo je narejeno, tako da vse aranžma, vse vokale, vse sem naredil in to je to. Tako da, kultura ni potica, ne. Je treba kar vaditi, delati, se truditi, tako da, kadar kdo reče komu, ki je glasbenik, ja, saj vi samo malo špilate, kaj vam je pa hudega, ne. Tega bi jaz zaprl z nami v kakšen prostor, naprimer, kjer se vadi kakšna violina, klavir, karkoli, ne. Karkoli se vadi in bi rekel, no, zdaj boš pa malo poslušal, kako to zgleda in me zanima, koliko časa bi ljudje vztrajali, ne, tako.
To je to. No, Hvala lepa. V redu, hvala. Dajmo potem pa gospod Žakelj, a se slišva? Halo? Ne. Mogoče pa še bo. Mogoče ima probleme. Mogoče ima pa probleme, ker sem pač izklopil, pa moral vklopiti. Alt A, ne, smo rekli. Dobro. Aleš. Mene klicu, prosti. Ne, ok, Zoran, pa ko si se že gre v glaso, bomo pa tebi dali besedo. A se slišimo zdaj? Ok, Žakelj, izvolite. Ja, tukaj sem Ja, no, vas sem hotel vprašati, kako je bilo, vi ste tukaj ena, bom rekel, legenda starosta glasbe tukaj med slepimi. Kako ste pa vi začeli svojo glasbeno pot? Ja, jaz pravzaprav iz področja instrumentalne glasbe ne vem karkoli povedati. Jaz sem bil pri instrumentalni glasbi sem bil samo član orkestra Orglic v zavodu, ki ga je poučeval profesor Karl Jeraj. Na področju vokalne glasbe, tam sem se pa udejstvoval, ko sem iz šole prišel v žiri v službo, v Alpino, tam sem se malo povezal s temi pevskimi zbori, od 62. leta sodelujem že v cerkvenem zboru, prej sem bil v moškem pevskem zboru Alpina, tam sem bil celo ustanovni član, no tega vodi tudi zdaj moj sin. No, vrhunec bi rekel mojega vokalnega udejstvovanja je bil pa oktet Louis Braille, ki je deloval od 77. do 87. leta. No, pa dajte malo po tem Louis Braille malo povedati, malo več. Oktet Louis Braille je nastal pa na pobudo nekaterih naših članov, morebiti bi pri tem pripisal pomembnejšo vlogo Jožetu Zupancu, ki je bil takrat predsednik. Pač pobuda je padla, da bi se iz vrst našega članstva iz cele Slovenije zbral en oktet, ki bi se imenoval lahko slovenski oktet Zveze slepih. No, vsezadnje smo se pa odločili za ime Louis Braille, ker je bil Louis Braille tudi glasbenik, in s tem oktetom smo začeli pa na dan način, da je bila najprej audicija, ki jo je izvajal Danilo Čadež, je bil takrat član slovenskega okteta, in je bila ta audicija čisto nevtralna, bi rekel, nikogar ni poznal, a ne, smo bili anonimni. No, in jaz sicer nisem pričakoval, da bi bil izbran, ampak sem rekel, tile Štajerci gor so muzikalični, še pa še in bo verjetno iz njihovih vrst največ teh, ampak sem bil izbran. Tako iz Gorenjske sem bil sam, iz Štajerske je bila pa res večje število teh pevcev, ker so pa že bili takrat, no se jih lahko naštejem. Štajerci so bili gor, prvi tenor je bil Sardinšek, drugi tenor je bil Deži, potem v prvem basu je bil Rudi Pustinek, ki ga tudi že ni več, potem je Hubert tudi sodeloval, pa na drugem basu je bil Donko pa Mohorič, Žardoner je bil en čas na prvem basu, no kasneje, ko je Donko šel proč, je šel pa Franc Žardoner tudi na drugi bas. In tako od začetka smo dobili pevovodja Jožeta Gregorca, znanega glasbenika in glasbenega pedagoga, no, ampak kasneje smo se pa odločili za korepetitorja, ko je prevzel profesor Slavko Mihelčič. No in smo videli, da bi bil ta Slavko Mihelčič nekako bolj dinamičen, da tudi bolj se je znal uživeti v naše specifične pogoje, ker tle je bila le ena specifika, če tako vzameš, pri videčih ima lepo tam partituro, pa če se malo na note spozna, lahko kar prima visto poje, to so že višje kategorije glasbenikov. No in on je pa takoj se odločil, da je pripravljen naše parte posnet na kasete in vsak svojo kaseto je imel, on je to doma posnel za vsak glas posebej, nam je razposlal. Doma si se to moral naučiti, besedilo in glasbo, melodijo tudi. Enkrat mesečno smo se pa srečevali pa na intenzivnih vajah. Intenzivne vaje so bile pa na različnih lokacijah. Včasih smo se dobili na Okroglem, velikokrat smo se pa dobili gor na Pohorju, tudi na Jutranki, pa na Celjski koči smo bili, pa še marsikje. In ta zadeva je kar nekako rasla, tako da je Mihelčič imel tudi dobre zveze na radiju, da smo tam tudi snemali in imamo posnetkov za
za 100 minut na Radio Ljubljana. Ali pa Radio Slovenija se zdaj reče. Ne. No in ta zadeva je potem, sam potem je pa, seveda vsak začetek ima svoj konec, tudi pri nas so pa začeli nekateri nekaj bolehati in 10 let je to trajalo. No, zdaj smo živi pa še samo 3-4, no bi lahko rekel. Franc Žardoner, Deži, Donko pa moja malenkost. To je še ostalo. No in spustili smo pa, bom rekel, kar lepe sledi za teh 100 minut. Jaz z veseljem velikokrat se kar neko nostalgijo spravim poslušati te naše posnetke, pa pravim, nismo bili pa navsezadnje le tako slabi. Tako da smo kar dosegli en tak, kar precejšen nivo amaterskega petja. Nismo bili glih profesionalci, ampak nastopali smo po teh različnih zdraviliščih, tudi v Rogaški Slatini, pa v Radencih, v Čateških Toplicah in tako. Tam je bilo še zanimivo, tam je bilo treba zmerjenega napovedovalca dobiti, potem je pa enkrat rekel Mihelčič, prav se to bi pa mogoče vi lahko opravil. Jaz sem rekel, poskusen lahko, ne. No in pa so bili kar nekako zadovoljni z menoj, pa je bilo pa tle tudi veliko tujcev, Nemcev predvsem. Pa prav enkrat, da bi v nemščini tudi lahko. Jaz sem rekel nemščino, pasivno jaz obladam, da bi pa kar tako se izpostavljal kot nek špiker tam, pa ne vem, če bo to šlo. No, pa sem se pa tako znajdel, da sem jaz to besedilo, ki sem ga moral itak na pamet vedeti, dal Petru Confidentiju, on je bil pa pač poliglot, ekspert, rekel, nemščina je moja druga materinščina in mi je to v nemščino prevedel, tisto vezno besedilo, ki sem jaz tam izvajal, to sem se jaz na pamet naučil in sem potem napovedoval še v slovenščini, v nemščini, pa še 5 je bilo treba. Tako da v tistih časih, ko sem bil, je bilo to kar naporno, zdaj si pa ne morem zamisliti. Zdaj sem se pa zadnjič srečal s Tomažem Tozonom tamle dol v gostilni pri županu, se pravi. Prav, a me še kaj poznaš, se je brž povedal, Tomaž Tozon sem. Rekel, še kaj poješ? Jaz sem rekel, Tomaž, zdaj pa pojem tisto, glejte, že sonce zahaja. No in res, mislim, pri nekaterih je to zdaj na zahodu, veste, no še to povem, se sem že zadnjič povedal, takole pravi, kam si šla mladosti moja, kakor sonce za goro, hladna je večerna zarja in neskončna noč za njo. Takile gospodje, kot sem jaz, sem lahko v obdobju večerne zarje, ki je prav lepa, ampak veš pa, da bo kmalu ugasnila, potem pride pa neskončna noč in sonce ti zaide. Toliko lahko od moje strani. Ja, Francija, žal Franciji ne morejo vzpostaviti stika, ne vem, kaj je. Franciji, dej pokliči, prosim, na 250 na koncu, ti bo Rok pomagal. No, se pravi, če koga še kaj zanima v zvezi s tem, sem pripravljen pa tudi še pojasniti. Super, gospod Žakelj, tole je bilo super, ampak sej pol človek se takole na stara leta gleda nazaj pa reče, no, sej nekaj sem pa naredil, mislim, tako v tem smislu, Ima človek eno prijetno zadoščenje sam pri sebi, čeprav z neko nostalgijo velikokrat gledaš na to dogajanje, sam, ker veš, da se to več povrniti ne more, moraš biti pa zadovoljen s tistim, kar je bilo nekoč, ne, pa ja, tako je so zadevo. Sam trenutek, Žardoner piše, sam malo, da vidim, kaj je z Rokom. No, neč, jaz bi potem dal besedo, pa bom jaz, da medtem, da uredimo za Francijem, bi dal Suzani besedo, glede do to, da je ženska, bo verjetno tudi veliko govorila. Suzana se zdaj na zvezi skupaj s predsednikom se aktivno ukvarja z tole antologijo slepih in slabovidnih, pa bo mogoče malo več ona povedala o teh zadevah, kako to delamo, in jaz bom pa probal Roka, se bom izklopil, pa bom probal Roka dobiti, da vidim, kaj lahko naredimo glede Žardonarja. Izvoli, Suzana. Ja, hvala za besedo, no, kaj grozen veliko tudi nimam za povedati še, ne. Definitivno pa ja, no, midva s predsednikom sva najprej začela zbirati, kdo vse sploh je med slepimi in slabovidnimi glasbenik. Ko sva nabrala ta nabor, sem se lotila pregledovanja baze SAZAS, da sploh vidim, kaj
dejansko ste dali zaščititi glasbenike. Ali na podlagi glasbe, ali besedil, kakorkoli. No, nabor je kar presenetil. Sem vesela, da ste tudi za te svoje pravice poskrbeli. Smo našli pol še eno bazo, ampak smo trenutno samo v dogovarjanju od tega, ker je ta baza povezana z pravicami, ki jih imajo podjetja, da lahko vrtijo vaše skladbe. In je v bistvu en tak zelo skop odgovor prišel z te strani, tako da, ko bomo tukaj kaj več pobrskali, pa probali dobiti, kaj imajo pa oni od vas, bom lahko kaj več še povedala. Smo si pa zamislili, da bi res ta, ker je na krilih naših starosta glasbenikov nastala ideja, da bi tudi glasbeno zgodovino dali v eno knjižico. In je tudi nastala na zvezi na podlagi tega ena komisija glasbenikov. Tako da, kako dejansko bo še vse zasnovano, ne vem. Jaz sem si sicer zamislila, da bi bil en kratek življenjepis, portret vsakega glasbenika, in potem mogoče kakšne povezave, bo pa, mislim, do njihovih skladb, teh najodmevnejših. Vsekakor pa jaz mislim, da bo zelo pomembno to, da se bo z RTV-em, z Radiom 1 se je, mislim, da dosegel nekaj, da bojo določeni koncerti. Mislim, da Zoran ga ima že zdaj v Tednu slepih. Pa potem bo takrat v obdobju, ko se bo 100-letnica mogoče končno lahko praznovala, bo tudi en koncert in predstavitev ostalih glasbenikov. Tako da pomagajte mi, če še vi kaj več veste, oziroma karkoli ste tisti, ki ste trenutno na zvezi pripravljeni še sodelovati. Vsi predlogi so dobrodošli. No, če dovolite, jaz bi samo to še rekel, da ti naši glasbeniki, pa naj bojo vokalni ali pa instrumentalni, so le na nek način promovirali našo populacijo, in s tem dokazali, da tudi pod posebnimi pogoji se da marsikaj ustvariti. In tudi lahko rečemo, čeprav je bila to amaterska, ampak no, to povem, leta 2000 je bil v Žireh koncert, ki so ga izvajali ti naši slepi glasbeniki. Oktet ni bil takrat več. Je pa nastopil Žerdonerjev, pa Krežetov, pa Cenerjev, pa ne vem. Je vse, ki je Deži danes, pogrešam ga. Ker ga? Dežija. Ja, in Deži ne more se vključiti, ker nima računalnika. Verjetno se sva govorila prej. Sem rekel, se bo še vključil prav. Ne vem, kako bi prav, ker računalnika nimam. Ni se toliko potrudil. Samo en trenutek, Deži je tukaj in vas posluša. Ja, zdravo! Tako, jaz sem ga videla prej. Ja, potem se ne pa oglasi. Verjetno ne sliši. Ne. Običajno ni bil sramežljiv. Zdaj pa zgleda, da je sramežljiv. To ne, ni problem danes. Zdaj, ko mi je že tuk čokolad dolžen, je pa tih. Ja, se ne bo promet. Ni problem, da ne sliši. Kateri si njen čokolado dolžen? Predsednikovi asistentki. Predsednikovi asistentki. Pa vse še dobi. No, lep pozdrav. Moram reči, da nisem prišel na vrsto, ker je Žlakelj toliko lepega povedal, pa kar razmišljam, kaj bi še jaz kaj lahko dodal. V glavnem, tale naš oktet sem ravno včeraj poslušal in sem potem rekel, a ni škoda, da se ga tako malo sliši. Tudi v javnosti, še bolje pa žalostno, da naši člani sploh nas ne poznajo pravzaprav. Tu bi se moglo več kaj narediti na tem. Jaz pravzaprav že od 84. leta nekje forsiram in se trudim, da bi se naše stvari, delo na glasbenem področju dalo v posluh
kot v javnosti, kot našim članom. Namreč 84 leta sem uspel prirediti koncert samo slepih skladateljev in to v Mariboru, na katerem so nastopali vsi glavni pevci Slovenije, od Pesnerja do Friserja, Marjane Držaj, Majde Sepetove. In tu se moram zahvaliti še vedno pokojnemu Cepetu, ki je bil strašno se zavzel in pripomogel, da je ta nastop v Mariboru izpadel v eni dobri, bi rekel, pohvali in čudoviti izvedbi. Namreč takrat je te pevce spremljal ansambl, se mi zdi, bil je pod vodstvom Jožeta Privška. Tako da na to še vedno sem ponosen in pravim, torej v tem smo sodelovali Kreže, Dušan Porenta, Tine Genov in pa seveda jaz za svojimi skladbami. No in takrat sem rekel, pa morali bi si nekje en arhiv ustvariti, na katerem bi predstavljali naše delo slepih skladateljev oziroma na splošno. In kar je še zelo žalostno, pravzaprav, da na kulturi je vedno premalo denarja, za vse bo prej se našlo kot pa na kulturi. Glasba, ki pravzaprav za slepega še in še kaj pomeni, za predstavitev sploh nas kot tak. Glasba je tista, ki najprej pridobiš prijatelja, ki se najbolj lahko predstaviš, se sodeluješ z dušo in z vsemi seznani se. In to je to, kar pri nas žal se zelo malo dela. V zavodu sploh nič. Iz zavoda so pa ostali lepi spomini. Namreč takrat, ko smo mi bili tam od 48, 46 leta, pa tja do 60, 65 se mi zdi. No, ko takrat je še bil profesor Povše, ki nas je harmonike učil, pa še drugi profesori, ki so bili kvaliteta. In no, takrat zavod je dal ogromno dobrih glasbenikov, kateri so potem tudi kasneje ustanovili svoje ansamble. Za violino pa za klavir ne smeš pozabiti Karla Jeraja, on je bil odličen. No, sej. Absolutno, on je bil moj prvi profesor pravzaprav. Pa njegova žena ali hčerka, to pa ne vem kako je že, ker je bilo takrat 9 let, mi je violino namreč učila. No, toliko v glavnem, lepo bi bilo, zdaj, ko smo se zagnali, da bi res to izpeljali in prinesli v javnost to našo delo in se ob 100. obletnici lansko leto, ko je bila, res ostal neki spomin. Absolutno. Nekaj zapovedati, pa me Deži, gospod Žakelj, jaz v bistvu sem najmanj podatkov našla ravno od dokteta Louis Braille. A imata vidva mogoče kakšen popis sklad? Jaz sem velikokrat to že pisal noter, tudi ko je bila 40-letnica ustanovitve, sem dal članek. Ja, ampak leta, jaz bi mogoče rabila en popis sklad, pa mogoče avtorja ali pa besedila glasbe, kakorkoli. Ja, to bi se dalo dobiti verjetno. No, te stvari, zato da še to področje pokrijem. Zdaj, ko bo naslednji sestanek glasbenikov, ko boste sestali se, bom jaz vam predstavila, kaj vse sem jaz našla na internetu. In potem naprej, boste tam na tistem sestanku, bo treba dorečiti koncept tegale zbiranja podatkov, zato da lahko z delom nadaljujemo.
Ker jaz res rabim, kje vse je karkoli nastalo, mi bo prav dobrodošlo, zato da lahko to v besedišče spravim, da pol vidimo koncept, zato ker ja, definitivno se strinjam z vama, da je treba narediti en arhiv vašega ustvarjanja, ker je bilo na nivoju, ker je bilo na visokem nivoju ustvarjeno in je to naša zgodovina slovenske glasbe. In definitivno ne sme iti v pozabo in ena takale brošurica je čist super stvar, da bi se res naredila. Ampak rabim pa malo več podatkov, ker tisto, kar sem lahko zbrskala na internetu, je, ampak rabim pa še eno tisto dodatno noto, no, ko bo dala piko na i celotnemu sestavu. Se trudi. Se bomo potrudili, draga gospa. Super, sem vesela, da se boste. No, jaz bi dal zdajle besedo pa Franciju Žerdonarju. Franci, se slišva? Ja, se slišimo, dober dan, malo dolgo je trajalo pri nas, ampak se zgodi včasih. Franci, jaz bom zdajle povedal, ti si letošnji dobitnik nagrade za življenjsko delo na področju kulture, za kar ti čestitam. Podelili ti bomo naslednjo nedeljo na Okroglem. Zdaj pa v bistvu še ti malo povej o svojem glasbenem, oziroma saj ti si tudi bil pri Louis Braju na sezadnje, a ne? Imaš tudi ti kakšne informacije okrog tega? Na vse bistveno se ne razlikujejo, kar se obteta Louis Braj od teh, ki jih verjetno ste jih že slišali pa se pogovarjali. Moram pa reči, da je ta skupina, mogoče smo jo premalo izkoristili, da je meni osebno zelo, zelo žal. Takrat, ko smo imeli možnosti, pa so bili to in faktorji Zveze slepih in tudi naši osebni. Nekateri pač, tako kot smo ljudje, včasih mogoče ne razmišljaš tako kot cela skupina in potem pa včasih narediš škodo za celo skupino. Ampak to je zgodovina, ki se pač ne da popraviti, mi je pa resnično žal. No, kar se pa mene osebno tiče, zdaj moja pot je pač iz šole ven, tako kot vseh nas. Učili so me skoraj isti profesori kot Dežija, pa še koga, ne? Skoraj isti, no, malenkost spremembe je bilo potem. Ampak v bistvu jaz sam sebe vidim pri tem tako, da sem se pač, čeprav jaz nekako kot komunikator, nisem, ne vem kako, rečemo proti Dežiju ali pa proti nekaterim, majčkeno bolj šibek ali pa ne tako zgovoren, bom rekel najbolj poenostavljeno, ampak vendarle sem pri vsem tem, da sem delal v tolikih skupinah, to se pravi 4 takih, ki so bile bolj vidne v slovenskem prostoru, kot je Louis Braj, Rudarski oktet, moj prvi ansambl Šaleški fanti, ki sem ga vodil 32 let, in pa ansambl Franc Žerdonarj s prijatelji. To so pač pustili nekaj za seboj, ki se še zdaj, bi lahko rekel, vrti. Seveda sem pa vodil še poleg tega od zboru upokojencev, pa še veliko manjših skupin, da ne bom našteval, ker je bilo tega res veliko. In kot pravim, je verjetno, da pa ta moja vrlina, že kot fanta, bom rekel, jaz nikoli nisem nikjer obstal, zmeraj sem se vozil ali na mopedu, ali na kolesu s kom kot drugi človek, čeprav je bil sam za enega, ali kakorkoli. Skratka, znal sem se na ta način organizirati, da sem vse posod prišel in pač dal svoj doprinos v tistem okolju, v katerem sem pač živel. Tako da sem počel od športa, kulture, tudi malo politike je bilo vmes, tista, ki mi je bila najmanj tak pri srcu, bom lahko rekel, še zdaj mi ni. In pa tako naprej. In tudi še zdaj, rečemo, da vodim na 3 skupine, seveda, zdaj je to čisto drugače, ko pa na primer pri ansamblih, pa pri drugih stvareh, kjer je bilo, kaj se jim rečemo, temeljito, resno, tudi natančno, tudi po 3-4 ure in skratka, da ne govorimo o delu v študijih, tisti, ki je v študiju bil, ve, kako je včasih to zelo, ko rečemo eno skladbico, kaj se jim rečemo povprečje enega ansambla za kvintet je 7 do 8 študijskih ur. In v tem času, seveda, kot vodja ansambla, sem mogel biti zmeraj prisoten, tudi če sem imel producenta. Skratka, je to tako težko delo, ki ti pa pol daje eno tako zadovoljstvo, ki ti ostane, ker ponovadi mi pač bolj pozabljamo tiste stvari, ki so težke,
pa ki niso tako fajne, pa ki so stresne in tako naprej. Navsezadnje je veselje tudi stres, ampak tistega stresa se vsi veselimo. No, in moram reči, da muzika mi je prav v tistem smislu, ko sem zdaj na hitro vse skupaj navrgel, dala ogromno stvari in moram reči, da me osrečuje, da me še zdaj osrečuje. In zdaj, ko je bila tale epidemija, moram reči, da je tudi mene nekako zadela, čeprav jaz sem vendarle saj tu pa tam šel na kak pogreb za pet. To ni lepo, ampak je pa neka dejavnost, s katero zadovoljiš tisto okolje, v katerega si prišel, in če si to naredil tako, da si psihološko oplemenito to težko stvar, je tudi to ena dejavnost. To je Dušan za enkrat. No. Super, super. Niko je dvignil roko. Niko, izvoli. Oprosti. Ja, se slišimo? Ja, izvoli. Ja, jaz bi rekel takole, jaz nisem glasbenik. Sicer sem se učil, rekel, v zavodu 3 inštrumenti, harmonika, violina in flavta, ampak vsi nismo rojeni za kaj več, ne. Zdaj bi pa čestital Miti za ta komad, mi je bil zelo všeč. Potem seveda Tonetov govor, se že tako poznama, dolgo sodelujemo, klepetama in ga poznam dobro. Cenarja, tako glasbo sledim, vseh teh naših fantov. Žardonar je moj sošolec, ne, se še vedno kaj dobivamo tu pa tam, pa pogovarjamo. Bi pa tu še omenil enega kolega, prijatelja, Maksa Vinška. Namreč zdaj, če je on tu Je prisoten, ja. bi bilo dobro, da bi on tudi svojo zgodbo povedal, ko ima mogoče majčkeno drugačno, individualno, ne, tako da on z harmoniko in je že precej nagrad dobil pa to in bi bilo v redu tudi to slišati. Toliko iz moje strani, hvala lepa. Ok, Niko, hvala. Maks, evo, če smo te že izvali, pa pridi. Maks je tudi dobitnik nagrade za posebne zasluge na področju kulture predlani, a ne? Maks, se slišva? No. Ne. Alt A. Alt A, Maks, kje pa si? Kaj pa zdaj, se slišimo zdaj? Ja, slišimo se. Evo, izvoli, Maks. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem malo bolj tak v temi, če bi tako rekel, brez kamere, ker si nismo najbolj prijatelja s kamero, ker smatram, da nismo neka vredna partnerja, zato me ne vidite, upam pa, da me se slišite. Ja, kar izvoli. Ja, jaz sem pravzaprav oral ledino bolj po samostojni poti. Sicer veliko sem dal skozi skupin, da sem igral pri skupinah, vendar ne takih, ki bi v slovenskem prostoru bile veliko prepoznane. Drugače sem se potem trudil iskati pomoči z učenjem na frajtonarcu. Jaz sem prvo iz zavoda, tudi še Francija se spomnim, ko je bil precej let pred mano, ko je še igral na klavirsko, takrat sem tudi jaz na klavirsko se učil skozi 8 letko. Potem sem pa nekje 92. leta pa presedlal, če bi tako rekel, na frajtonarcu in to sem rabil veliko pomoči, da sem osvojil tisto, kar pač danes znam in pač na samostojni poti oral potem ledino, kar sem si zadal neki cilj, da grem po tekmovanjih, pa poskušam priti nekje do tiste točke, ki mi je najbrž dosegljiva bila in mi je potem tudi uspelo na državno tekmovanje za zlato harmoniko Ljubečne. In to sem potem leta 2007 prišel prvič na to prestižno prireditev. Predtem je bilo veliko razočaranj, veliko padcev, ker pač to le greš skozi komisije, polfinale, da prideš v finale. Ampak ko mi je to uspelo, sem potem videl, kje so tiste slabosti, na katere moram biti pozoren in sem potem čez 2 leti zopet kandidiral,
če tako lahko rečem, spet ponovni postopki čez komisije glasbene. In to sem potem probal še leta 12, je tudi šlo skozi, pa leta 17, tako da sem tam bil zdaj 4-krat. Ampak še nisem rekel zadnje besede glede tega, ker sem že mislil lansko leto, če bi bilo možno, ampak ni bilo možno zaradi korone. Tako da upam, da še bomo okrog tega kaj. Drugače pa sodelujem pa še vedno v 2 skupinah harmonikarjev. Ena je kot samo 4 diatonične harmonike. Naslednja druga skupina pa je, ker so tudi 5 frajtonarc, pa 2 klarineta, pa en bariton. Tako da tu smo že kar vrsto let, no letos bomo imeli pri eni skupini 30. obletnico, pri eni pa 25. Tako da letos bomo morda nekaj poskušali obeležiti, ampak žal ne na takem nivoju, kot bi si želeli. Toliko bi zdaj na kratko v tem mojem delovanju povedal. Ok, hvala. Miha Jakopin, a se slišva? Se, jaz Ok, slišim. Miha, živijo, kako si? Živijo. Zmeri boljš. No, super. Daj ti meni povej, ti si za svojo Simono, si tu zelo uspešen glasbenik mlajše generacije, ne? Kakšni problemi se pa ful vidva, mlajše. s kakimi se pa vidva problemi srečujeta? Zdaj trenutno. Glej, ja dobro, trenutno je tako, kot je Mitja rekel, ne, da imamo bolj štrudel kapotico, ampak če si nekako toliko, si tudi najdeš nekaj v tem času, da kaj narediš, in tako so tudi mi dva zdaj v tem času posnela še 3 skladbe, tako da jaz upam, da do poletja bo celo zgoščenka zunaj. No, tako da lahko delamo glih tako nekaj, a ne. Ja. Ja. Tako da, ampak lej, vidva tudi dosti nastopata, ne? Mislim, recimo, da Ja, ne, odmislimo glej, krizo, da odmisliva krizo, pa da greva eno leto nazaj, ali pa ne. Ja. Pa Ja, pol v glej, bistvu. nekaj nastopov je res za nama, mogoče, včasih bi rekel, lahko bi bil še kakšen več, preveč jih pa tudi ne želim, tako da zaenkrat sem še tudi v službi, pa mi včasih tudi kakšen vikend pa še doma biti. Lej, drugače pa kakšnih takih težav, pa ne vem, zmeri moraš nekoga dobiti, jasno, da te odpelje nekam, a ne, veš, Simona je slabovidna, je slep in pol, kaj češ, ampak s tem nekako ni težav. No, Ja. Super. Zoran, se slišva? Halo, pozdravljen. Zoran, Dober dan, Marjan tlele. Marjan. Ja, jaz zdaj prvič kličem, sem zdaj probaval, Aha, pridem v tale Zoom, ne, in mi Ja. ni ratal do zdajle ne, celo uro bo skoraj zdajle. aha, vi ste Marjan, ne poznam vas, se opravičujem. Ne, saj sem prvič gor. Vidiš, Marjan Strbovlj. Aha, vi ste tudi glasbenik? Ne, saj nisem se ne oglašam zdaj pravzaprav zaradi te teme, ne, Ja. nič, ampak hotel sem reči samo to, vas pozdravljam, pravzaprav najprej bi z vas mogel, ne, vse skupaj, ampak jaz sem hotel samo to povedati, da sem se hotel vklopiti tukaj, da vem za drugič, ne, samo to, ne. V redu, ok. Zdaj, jaz nisem do tega prišel, da bi vas sploh slišal sploh, ne. Do tega nisem prišel. Pa sem prišel do, ne, da moram ta na sredi ekrana pritisniti, da lahko se jaz vklopim, ne. Dobro. Se pravi, meni ni ratalo zdajle, ampak samo to sem hotel reči. Hvala. Ok, v redu, hvala. Nadaljujemo z debato. Zoran, se sliša? Škrinar, Zoran? Ne. Mogoče bo pa Alt A, Zoran. Dobro, pa gremo naprej. Imamo še kjerga mlajšega, Benjamin. Dušan, lahko jaz.
Ja, izvoli. Jaz sicer nisem glasbenik, sem pa tekstopisec, ampak Tako, izvoli. jaz začel malo drugače, ne, kako sem jaz povezan v bistvu z glasbo slepih. Ne. Moja navezava z glasbo slepih ustvarjalcev se je začela v bistvu kot neke vrste PR za skupino Slepi potnik, ki je vodila Aksinja, kjer smo prebrodili celotno Slovenijo in odšli tudi v Berlin. Tam je bilo zanimivo, da so nas sprejeli berlinski Slovenci na svoji trgatvi, kot imenujejo eno jesensko prireditev, in da nas je Izidor Pečovnik Dori v bistvu povabil, da pojemo pri maši njihovi slovenski, oziroma delno slovenski, delno nemški. In pravzaprav niso pele običajnih cerkvenih pesmi punce, ampak tiste svoje, in je bilo tudi to navdušenje sprejeto. Je to eno svojevrstno doživetje. No, potem sem pa skozi vsa leta, kar se udejstvujem pri Združenju prijateljev slepih Slovenije, vsako leto na prireditev Bisere Savinje povabil poleg ostalih glasbenikov vedno nekoga, ki je slep ali slaboviden in se ukvarja z glasbo, da sem na ta način skrbel za promocijo naših glasbenikov. Seveda nekatere sem imel čast gostiti tudi preko radijskih valov, dokler sem bil še voditelj in tudi glasbeni urednik na enem manjšem radiju. Potem sem pa organiziral 2 leti nazaj, ob 15. obletnici Združenja prijateljev slepih, eno res zanimivo prireditev, kjer je bila dvorana Narodnega doma skoraj povsem polna. Celje slepi, slepi Celju, Celje slepim, slepi Celju, pardon, se opravičujem, kjer sem povabil vse tiste glasbenike, nekateri pač niso mogli priti, ampak ni pomembno, vse tiste, ki so v 15 letih sodelovali z našim združenjem na ta način, da so prispevali svojo glasbo, pač svoj prispevek k kvalitetnejšemu programu Biserov Savinje. Kot tekstopisec sem naredil nekaj skladb, sicer nobena na festivalih ni bila nagrajena, sem pa vesel, da so bile pa nominirane na najprestižnejših festivalih v Sloveniji, narodno-zabavnih, kot je Ptujski festival, kot je Vurberg in kot je Graška gora. Tako da nekaj jih lahko tudi vidite na YouTubu, prav tako je na YouTubu prireditev Celje slepim, slepi Celju, kjer se lahko prepričate, da je bil izjemno kvaliteten program. Bi pa še ob tej priložnosti mi dovolite, da bi resnično pohvalil Mitjevo skladbo, tisto uvodno, ker moram povedati, da jo lepše odpoje od Predina, veliko lepše, se opravičujem, če sem koga, ampak jo res svetovno odpoje. Zahvalil bi se Mihi Jakopinu, ki je pred kratkim, zdaj ne vem, ali je že skladba izšla, ampak uglasbil eno moje bolj duhovito besedilo, se pravi, jaz se rad v besedilih lotevam tudi odnosa moški-ženske in tokrat sem se ga lotil na prav poseben način, na ta način, da moški in ženska, da je njuno življenje kot TV limonada, malo sem odnose človeške bolj aktualiziral z TV limonadami. Iskrene čestitke Francu Žardonerju za nagrado za življenjsko delo. Pravzaprav vem, da jih je tule, smo jih kar danes nekaj slišali, ki bi si zaslužili enako nagrado kot on, pa vendar nekje je treba začeti. Ponosen sem, da je bilo ravno Združenje prijateljev slepih Slovenije tisto, ki je Franca predlagalo, zato ker žal bi ga mogli drugi, pa ga niso, ampak pustimo to. Ponosen sem pa zato, ker sem kot njegov, bom rekel, prijatelj, čeprav je on veliko starejši od mene, ampak sem imel v življenju priliko biti ogromno z njim in mi je dal veliko življenjskih modrosti, veliko mi je povedal o svetu glasbe
In pa ne nazadnje, ponosen sem, ker je on človek, ki dejansko dejanja živi, ne da bi govoril, kaj bi se moralo narediti, pa kaj, ampak on dejansko tisto, kar misli, on udejanja v svojem življenju. Tako sem tudi prepotoval lep kos naše deželice kot humorist njegovega ansambla na različnih veselicah, prireditvah, na njegovih koncertih, ob izidih plošč. Skratka, na nek način je verjel, zaupal vame, upam, da se mi pa uresniči nekoč skrita želja, da bom na kakšnem obletnem njegovem koncertu lahko povezoval celotni program, ker res mi je Franci en tak svetel vzor slepega človeka, kako dobesedno živeti svoje sanje, svoje življenje, udejanjati. Tako da, hvala lepa vsem. Super. Sebastian. Prosim. Hvala ti. Jaz upam, da ne bom umrl, ker si mi naredil tak lep govor. Boš pa sam se prišel za 5. Dajmo zdaj Zoranu. Tole željo. Oprosti. Zoran, ti pa si nekako izstopaš iz tega, bi rekel, povprečja slepih in slabovidnih, ne? Ti pa v bistvu pravzaprav med slepimi in slabovidnimi nekako ni džeza in klasike. Več ali manj se to se ukvarja z zabavno in narodno zabavno, kar seveda tudi ni slabo. Ti si pa v bistvu bolj džezist in pa v bistvu tvoja pot je pa verjetno malo trše, ker glede na to, da, no, povej. A se slišimo? Ja, se slišimo, ja. Aha. Ja, moja pot je res trša, recimo, ker zdajle vmes, ko ste vi tole debatirali, sem jaz z enim ušesom poslušal to, z drugim sem bil pa na telefonu, ker mi je pravkar Bobnar odpovedal za tisti koncert, ki se mi zdi, da ga je Suzana enkrat prej omenila na hitro, ki ga bo imel zdaj 15. junija namesto 8., ker benda enostavno za 8. ni možno skupaj spacati. Danes mi je Bobnar odpovedal v zadnjem hipu, tako da zdaj moram najti enega ustreznega jazz Bobnarja, da bomo z eno samo vajo lahko to naredili, ker bo direkten prenos v oddaji prva vrsta. Želel bi povedati to, kar sem zdajle poslušal Sebastiana, pa kolega Žordonerja, da ne glede na mojo tako zvano klasično in džezovsko usmeritev, o katerem bom malo več povedal zdaj, jaz zelo cenim in spoštujem vse druge zvrsti glasbe, če so dobro odigrane, dobro zapete in tako naprej, ker vsaka stvar ima nekje svojo težo, ali besedilo, ali glasba, ali oboje skup, a ne, in zdi se mi, da v tej poplavi slabih bi rekel, slabih vzorcev glasb, ki smo jih deležni sploh zdaj, ko je digitalizacija tako šla, pa ko so te pametni telefoni začeli še z dodatno zmedo delati, ne, smo v bistvu pokvarili ljudem ušesa, ljudje sploh ne vejo, to mi bo Francis Žordoner sigurno potrdil, da ljudje ne znajo danes več poslušati tako, kot so prej, ko ni bilo teh digitalnih zadev, ki so v bistvu pokvarile zvok in vse je usmerjeno, bom rekel, v glasbi zadnjih, ne vem, vsaj 15, če ne 20 let, bolj v vizualno plat glasbe, kot pa v glasbeno plat. Se pravi, slepi smo v tem smislu v prednosti, ker nas ne motijo, bom rekel, vizualni efekti. Problem je pa tak, to sem jaz povedal tudi na eni konferenci pred leti, ko je bila konferenca, kjer so bili člani Sazasa, pa člani založbe Menard, pa ne vem, kdo še v tem smislu, skratka nekaj kao pomembno na tem področju, sem jasno povedal, da oni vsi delajo te videospote pa te zadeve, ok, ampak če pa jaz kot slep tega videospota ne vidim, to, kar mi ostane, da slišim, je pa tako plehko, tako slabo, da jaz to takoj v roku par sekund ugasnem, ne. Tako da je ena stvar, ki bi se jo morali slepi zavedati, to, da je treba
svoja ušesa izkoristiti kot veliko prednost in jih natrenirati za poslušanje kakršnekoli glasbe. Ko sem učil 8 let slepe otroke klavir, sem videl tudi, kakšni so pedagoški rezultati dela, a ne? Jaz ne vem, a je mogoče med nami danes tudi Neva Laščak? Ne, ni. Ni, škoda. No, skratka, takrat sem jaz v bistvu z njo kot z učiteljico glasbe na zavodu takratnem, to je zdaj Center Iris, ne, sem stopil bolj resno v kontakt, ker sem videl, kakšni problemi so tam. Otroci so bili navajeni dobesedno priti gor na oder, slepi, slabovidni, in tam nekaj zajamrati, nekaj zapiskati, zajokati, ne vem, na orgelce malo 2 tona zaigrati, karkoli, in vsi so že skakali do stropa in tako, in skratka ni bilo nivoja. Bil je nikakršnega nivoja. Bil je en klavir, ki smo imeli prvi nastop, sem jaz dobil pikce, ker so tipke začele v klavirju zaostajati nota, ne. Tako da sem potem rabil nekaj časa, da sem zdaj že bivšega direktorja, gospoda Staneta Florjančiča, prepričal, da so kupili v zavodu nov klavir. Kakšen je pa odnos, se pa vidi, zato ker ta klavir zdaj ni vzdrževan tako, čeprav sem jaz v zadnjih ne vem koliko letih ravnateljico ali pa tudi prejšnjo ravnateljico opozarjal, dajte paziti na klavir, dajte ga redno štimati, pa tako, ker vršiti 15 do 20 evrov za inštrument, pa ga pa ne vzdrževati, ni lepo. Skratka, dajmo eno stvar najprej pogledati. Jaz verjamem, da mogoče moje besede komu niso všeč, pa bo rekli, lej, tega šknjarja spet nekaj teži, pa gor pa dol. Ja, pa ni tako. Treba je povedati tudi včasih stvari, ker v življenju se, bom rekel, nam sploh slepim in slabovidnim ni ravno rožcem plano, ne. Sem pa opazil, da kadar smo v medijih, okoli nas vedno rožce sedijo, pa tako naprej, ampak mi ne živimo od pobiranja rožc, pa od tega, da pasemo travo, ampak moramo marsikaj trdno delati in garati, da pridemo do tega nekega kulturnega preživetja. A je tako? Se strinjamo? Ne slišim enega odgovora. Jaz se tle čisto strinjam s tabo, ja. No, in glede na to, da je pa, ko sem se začel baviti s pedagoškim delom, mi bilo v momentu jasno, da na tem področju je z eno besedo katastrofa. Sem potem, bo rekel, upregel vse konje in s pomočjo Lions klubov, ki so sponzorirali moje učenke in učence, med katerimi je bila tudi članica tega slepega potnika, Aleksandra Surla, ne, ki je pela ta komad. Ampak se je pri meni učila klavir samo 2 leti, ker se ji ni dalo vežbati, ker je videla, da je to trdo delo, a ne, in potem je po 2 letih nehala in pač je šla kao v pevsko kariero, ne. Ampak to tudi ni tako enostavno. Biti dober pevec pa vzdrževati te stvari pa tako pomeni tudi veliko dela, a ne. Če je tukaj kdo med nami, ki je, bom rekel, kot pevec bolj bil aktiven, vsekakor teli člani okteta Louis Braille, a ne, to vejo, ne glede na njihovo amatersko osnovo, ampak so morali tudi oni kar pridno delati in vežbati in si iskati profesionalno pomoč, a ne, zato da so lahko speljali vse te zadeve tako dobro, kakor so jih speljali. In jaz sem že govoril več kot 20 let nazaj, kako bi bilo treba urediti v Sloveniji kompletno infrastrukturo slepih in slabovidnih umetnikov, ne le glasbenikov, ampak nekako ni bilo pravega posluha na zvezi, tudi mi niso hoteli odpreti honorarne službe, da bi jaz te stvari rihtal, ker sem imel ful dobrih idej, tako da potem sem se pač usmeril lahko samo v tistem enem obdobju 8 let dobrih, da sem slepe otroke učil klavir. Imeli smo izjemne uspehe, vsi moji učenci so igrali na velikih prireditvah, recimo konkretno, če gremo na Celje, so igrali v njihovem tem Hala Golovec, ne, kaj je. Recimo moja ena učenka je igrala na 70-letnici Mojmira Sepeta, a ne, pa je bila zelo problematična, imela epilepsijo in tako naprej. Jaz sem jo učil klavir, 1 leto pa pol je delala vsak letnik in potem je z odličnim uspehom naredila, tako kot vsi drugi, eksterne izpite na redni glasbeni šoli Moste Polje v Ljubljani.
kjer so delali in teoretične zadeve in klavir vsi z odličnim uspehom. A ne? Potem so se zadeve ustavile, ker starši niso dojeli, da je treba te otroke naprej podpirati in noben od njih ni končal, ker so potem, ko so zavod šolanje zaključili, so šli vsak po svoje, glasbene šole pri meni pa ni noben dokončal. Eno so prešolali v Velenju, redno glasbeno šolo, kjer ni bilo nobenih rezultatov, potem žal tak način, bom rekel, v odnosu samem že do učenja, do glasbenega šolstva, slepih in slabovidnih, na dolge roke ne bo dal nobenih konkretnih rezultatov. Zoran, veš, kaj mi nekaj povej? Brajeva notacija, kako ti učiš to z Brajevo notacijo? Jaz ne učim z Brajevo notacijo. Ne, ampak kako ti učiš, mislim, poznaš to Brajevo notacijo in si tudi na tem principu učil, ne? Ne, nisem. Jaz imam popolnoma svoj sistem, jaz brajico nikoli nisem obvladal tako dobro in jo tudi sam ne uporabljam, nimam Brajeve vrstice, delam vse s temi slušnimi programi. To je za tiste, jaz potem tudi, ko sem te stvari na Češkem raziskal leta 2005, ko sem samoiniciativno s pomočjo enega mojega slepega kolega, češkega pianista, ki je žal že umrl vmes pred 2 letoma, mi je pomagal organizirati in sem imel enotedenski izlet v Prago. Takrat je sodelovala zraven tudi gospa Neva Laščak in ena moja videča kolegica pianistka, ki naj jo je spremljala, pomagala snemati. Tako da jaz imam doma še veliko audio-video dokumentacije, ki jo moram še pač urediti. Takrat smo imela potem tudi 1-2 predavanji v zavodu, ker smo poleg tega tudi infrastrukturo po Pragi snemali, pa zavod za slepe njihov, zavod za rehabilitacijo in tako naprej. Te stvari so potem obrodile sadove, ker so naredili pač ta rehabilitacijski vrt na osnovi teh posnetkov, se mi zdi, v zavodu in tako naprej. Ampak sama glasba sem ugotovil, da je nasplošno problematično. Čehi so edini, recimo, ki imajo nek uraden konzervatorij za slepe in slabovidne glasbenike, ampak to pomeni tudi to, da imajo oni zaposlenih čez 200 do 250 ali pa še več slepih in slabovidnih glasbenikov na Češkem, to se pravi, da imajo ljudje službe iz tega naslova. Imajo tudi oddelek za štimarje, tako da se učijo tudi uglaševati, klavirje in tako naprej. Skratka, oni imajo to neverjetno dobro rešen, uradno v bistvu se mi zdi, da praktično edini v Evropi. Ker so me takrat potem povabili, sem leta 2005 čez 2 meseca predaval na enem mednarodnem kongresu 12 držav, ki je bil tudi v Pragi. So me povabili na to po prvih pogovorih, ker smo bili tam nekje, mislim, da oktobra, decembra sem pa že predaval na tistem kongresu. In sem videl, kako so tudi v drugih državah, pa ne vem, če hočete, pa Nemčija, ne vem, kaj se nam blizu, recimo Madžarska ali tako naprej, sem videl, kako imajo kje stvari urejene in da je dejansko zelo malo ljudi na nivoju, ki bi recimo igrali sploh še klasično glasbo, jazz pa itak, da zelo malo. Ker je tukaj problem, da rabiš tako veliko znanje, toliko veliko trdega dela, tega sploh noben ne vidi, noben se ne zaveda, ker se nikoli nihče v to ni poglabljal. Jaz sem te stvari raziskoval v Zavodu za slepo in slabovidno mladino, takratnem sem dobil zelo malo materiala, upam, da zdaj so že kaj knjižnico rekonstruirali, pa mogoče kaj več materiala našel. Starejši gospodje, nekateri, ki so tudi tukaj, bi verjetno lahko tudi kaj pomagali. Karl Jeraj je bil ena od ključnih osebnosti, ampak sem ugotovil, da tudi njega niso lepo tretirali in ga sploh niso spoštovali njegovo delo. Tako da on je bil izjemen človek, res človek, ki bi mu morali vsaj posthumno podeliti ne vem kakšne nagrade slovenske državne. No, se on je nekaj dobil že časa življenja v smislu v okviru Jugoslavije takratne, ampak ni pa mogel narediti na področju pedagoškega dela s slepimi tega, kar si je želel, ker ni imel tudi on prave podpore.
Dobro, Zoran, lej, bom ti prekinil, prosti, dajmo še drugim besedo. Ja, jaz sem pač šel na pedagoški nivo, bi pa sam na kratko povedal o svoji poti, če še lahko. No pa dej, ajde, Jaz 2 mislim, minute. da je prav, da se te stvari slišijo, zaradi tega, ker o tem se nič ne govori, nič ne piše, ampak v praksi smo pa vedno na enih in istih točkah, a ne, in zakaj se ne bi kam premaknili. Zdaj imamo recimo eno mlado punco, ki je stara ne vem koliko, 11-12 let, ki hodi na glasbeno šolo Willems in odlično igra blokflavto, njenega imena ne vem, sem jo pa slišal, ko smo imeli nastop za 100-letnico. Ja, Barbara Cefera je oči, ja, točno, jaz Barbaro poznam, mislim, da vem, da dobro. No, Zoran, daj povej ti, kako je s tvoja pot, no? Moja potjo je tako, jaz sem začel še videč, a ne, sredi študija usporedno glasbene akademije in filozofske fakultete sem začel zaradi pigmentoze radikalno slepeti, tako da sem imel že zelo velike probleme in sem potem zelo težko diplomiral, ampak sem, a ne, potem sem se pa pač pretransformiral, izumil svoj sistem, kako študirati klasiko, klavir slep. To je zelo zahtevno, zato moraš pač imeti tako znanje, kot ga imam jaz, ali pa kaj podobnega. Moraš biti zelo vztrajen in blazno priden, a ne. In na osnovi tega sistema sem kasneje izdelal tudi pedagoške metode za učenje slepih klavir, pač brez brajce, brez te notacije in tako naprej. In smo imeli odlične rezultate. Jaz sem se sam v bistvu potem lotil tega dela, da bi videl, kako bom lahko igral brez not, oziroma potem sem to pač pogruntal, kako se da te note na drug način uporabljati, a ne, da ne bi stran vrgel svoje bogate knjižnice. Potem sem pa vmes začel tudi z jazzom se baviti, sem vpisal tudi jazz šolo, hodil sem na razne seminarje. Zelo težko je bilo, bil sem praktično vedno za vse sam, ampak s svojim znanjem sem dosegel in sem potem tudi diplomiral na jazz šoli, pa sem začel tudi plošče snemati in imam pač zaenkrat posnete 3 CD-je pri založbi RTV Slovenija, ZKP, ne. Ja, ja. Zoran, drugi še čakajo, veliko govornikov je. Tako da veliko besede sem ti dal, se ti opravičujem, ker te bom zdaj malo prekinil. Tako da jaz bi dal še besedo Roku z Primorske. Rok, ti vodiš pevski zbor. Daj malo povej ti, kako to je pri vas dol, kako se dobivate oziroma kako to izgleda. Se slišimo? Ja, se slišimo, izvoli Rok. Skratka, jaz za začetek bi lahko en vic povedal, če lahko. No, daj. En pevski, na hitro, bom pa nadaljeval. Kako pevc osvaja v diskotu, ne? Aha. Zagleda eno punco in jo požgečka po trebuhu in naredi buc, buc, ne? Ona se mu pa nasmeje, pa mu reče malo nižje, ne? In pol on buc, buc naredi. V redu. Nižji ton je razumel. Dobro. Skratka, ja, jaz sem zdaj sem Rok Tomšič, sem socialni delavec. Primarno sem na društvu slepih v Kopru za osebno asistenco. Zdraven pa vodim še ta naš zborček od 2019, no, sicer smo imeli krize vmes, ampak zaradi korone, ampak se dobivamo kar redno, no, in smo kar zadovoljni, rastemo. Super, da imamo kombi, da nas pobere po terenu, ne. Skratka, tako, no, jaz sem tudi samouk, pa 10 let zdaj sem pri 3 zborih, pa se učim tudi solo petje, pri enemu profesorju Miranu Žitku iz Postojne, ker je tudi v operi pel, pa v tem slovenskem zboru profesionalnem. Tako da on mi je dal veliko širine glasbe, ne. Oziroma on je kriv za to, da sem jaz vzljubil glasbo in to hočem jaz tudi prinesti na druge. Je pa tako, no, jaz klavir se lih tako ne grem nikoli po notah, ker jih težko berem, zelo težko, sploh ne, no.
in vse na spomin delam. In imam pa tudi enega kolega, ko študira glasbo in je zborovodja in je jim zdaj v Ljubljani nadaljuje, sicer ne vem točno kaj, ampak v zvezi s slepimi in me pri eni profesorci me je pač izrabil za intervju, na kakšen način jaz delam in na kakšen način sem se učil glasbo. In ona je vztrajala, da je treba z Braillovo pisati, z Braillico te note, jaz pa sem vztrajal, da ne, da se vse naučim na posluh in ne razumem, zakaj je tako vztrajala, no, ker tudi vem, da dosti teh igralcev, ker imajo recimo Gojemir Lešnik, naš Primorec, tudi Krašovec, se tudi nauči na kaseto, ker ima disleksijo, ne. Tako, drugač, naš zborček raste, imamo nove člane smo dobili letos, tako da kar zgleda pozitivno in lepo vzdušje, no, in jaz zelo uživam, prav zrastam, no, kadar jih lahko učim, tako da imam to možnost, sem zelo hvaležen. Mi leži, oni so tudi zadovoljni z mano in tako. Sem pa zelo zanimiva debata, zanimiva špica je bila, zanimivi ljudje, res navdušen sem nad tem oktetom Louis Braille, ker ga prej nisem poznal. Tako da, super. A mi kdo zna, oprosti Rok, a mi kdo zna povedati od starejših, a ste vi kdaj delali z Braillevo notacijo? No, če jaz sem samo dva poznal, ki sta res znala uporabljati to Braillevo notacijo. To sta bila profesor Konfidenti in pa Tone Čurič, to sta bila dva, ki sta res nekako znala. Jaz osebno je nisem uporabljal, v začetku sem se sicer naučil, ampak to je bilo za mene prepočas, predolgotrajno. Moram pa reči, da je zdaj ta sodobna tehnika na klaviaturah pa na računalnikah omogočala, da vsaj zabeležiš lahko sorazmeroma hitre note in jih potem shraniš. Seveda, če imaš kakšnega prijatelja, tako kot jaz, na primer, pa mi to zaigra, pa pol preverimo počasih, ker računalnik pač zabeleži tako, kot zabeleži, potem pa uredimo, da je tako, kot pa sem si jaz zamislil. To jaz mislim, da je pač to, jaz tega nisem uporabljal, moram pa reči, da bi bilo prav, če bi sam nekoliko prepočas gre, je pa res, da ker delaš na pamet, jaz ne vem, nekateri mogoče ste res tako natančni, ampak jaz že tisti navdih, ki je v glasbi, a ne, danes si eno stvar predstavljaš tako, jutri že majčkeno drugače, te pol privede do včasih do kakšne nenatančnosti, če si to ne zabeležiš. In v tem pa je problema, ne, tisti, ki note obvlada, tisti potem lahko to takoj preveri in je dovolj natančen. Čeprav glasba je pač glasba in glasba je od danes do jutri navdih in tako jo tudi prednašamo potem. A lahko jaz nekaj na to temo Braillove notacije, prosim, povem? No, izvoli, bodi kratek, prosim. Ja, tako, jaz sem videl to v Pragi. Točno tako je, kot pravi Franci, recimo, jaz imam veliko glasbeno znanje, ampak se nisem odločil za Braillevo notacijo in tudi moj slep kolega, tak je že umrl, Karel Ježek, je rekel: Zoran, za tebe to ni, prvič moraš izvrstno znati brajico brati, da se lahko z Braillevo notacijo baviš, ker je zelo zahtevna. Drugič je več vrst Braillove notacije in niso celo po državah poenotene, tako da smo imeli primere, recimo, da je nekdo iz Avstrije hotel francoske note, pa enih stvari ni mogel recimo prebrati, ko so mu to poslali. Ja, to je verjetno posledica Braillove besede, ne? Zdaj obstajajo eni sistemi knjižnic, ki so jih naredile ene določene države in so se povezale in so naredili tudi nek poseben Braillov printer za note, tako da lahko prek interneta ti uletiš v tako Braillevo knjižnico. Mislim, da so to bolj romanske države, Španija, Italija, Francija, pa ne vem še katere, ki so se pač povezale. To je bil nek poseben projekt. Jaz sem to čisto po naključju odkril par let nazaj, mislim, že kar nekaj let nazaj, no. Sam se pač s tem nisem bal, glede na to, da sam ne uporabljam in sem pač svoj sistem izumil, ne.
ampak dejansko tisti, ki so v tem sistemu, si lahko pač s pomočjo tega odličnega Braillovega printerja te note dobijo, a ne, od tam iz teh knjižnic po internetu si sprintajo in to imajo. Čehi recimo zagovarjajo njihov sistem Braillove notacije, ki je nekoliko drugačen, recimo spet Američani imajo svojega in tako naprej. Tako da tukaj stvari niso čist poenotene, sem pa videl en velik problem, tako kot je rekel Franci, dejansko so stvari dosti počasne, poleg tega pa lahko pride do velikih napak. Čehi so na konzervatoriju imeli recimo en predmet, samo enega profesorja, ki je popravljal napake od teh študentov, ki so se učili. In so imeli v bistvu lekcijo z njim po 3/4 ure ali pa še več, da so popravljali neke napake, ki so nastale pri učenju z Braillovo notacijo. Zdaj pri nas te zadeve dela neki Neva Laščak, mislim, da se ona ukvarja ravno s to punčko, ki je na šoli Williams in igra blokflavto. Tako da mi smo kupili, jaz sem takrat nabavil en primerek za zvezo, ona je pa vzela en primerek Braillove notacije za Center Iris. To so 4 knjige, 3 v brajci, pa ena za videče profesorje, ne, kjer so v bistvu vse stvari obdelane, ker lahko napišeš dejansko kakršnokoli partituro. Sam recimo orkestralne partiture ali pa recimo za klavir ali pa za kitaro so najbolj zahtevne, to je katastrofa za brati, ogromen časa gre. To bereš z eno roko, bereš, drugo špilaš, ali kako je to? Ja, recimo Unka je dal prezentacijo na tem konzervatoriju, en odličen češki slep pianist, ne, je kazal recimo meni ene Bacha, take čist stvari za nižjo glasbeno šolo, 3. razred, recimo drug 3. razred. Z eno roko je pač bral, z eno roko je igral, potem se moraš to takoj na pamet naučiti in potem zamenjati roki in se potem bereš z drugo in potem drugo roko. Recimo to je za klavir, kjer pač igraš z obema rokama tako, ne. Pa imaš več linij. Zdaj, če imaš inštrument, recimo, ne vem, flavto ali, ne vem, violino, karkoli, kjer večinoma ena linija in ni akordov in podobnih stvari dvojemk, ne, ali pa zelo malo, tam je lažji notni tekst, ker je veliko manj materiala za brati, ne, tako da to mogoče gre hitreje. Ampak ko sem recimo jaz leta 2011 z orkestrom igral v Pragi, je bil tudi en japonski violinist, slep, sva bila solista in je igral, mislim, fenomenalno, ne, natreniran, k raketa, to ni da ni, ne. Zoki, ali lahko še jaz? Je tudi bral, je rekel, da isto dela po posluhu, ne. Ja, prosim, Mitja. Okej. Prejle, zdaj imam tokenih, mislim, veliko je bilo že vsega povedano, jaz bi tudi malo se navezal, rečemo, jaz sem začel kot čisti samouk, ne. In prejle je rekel najprej Rok, zakaj bi se učil note. Rečemo, jaz se zdaj pri 40 izjemno tepem po glavi, ker nisem izkoristil v Zavodu za slepo učenja klavirja. Rečemo, ker mene je pol pot zanašala od igranja po porokah in tako naprej do kvalitetnih pevskih zborov, kot so Cantemus, Perpetuum, Jazzile in tako naprej. In ko bi vedeli, ko v bistvu pride nekdo, ki je popoln samouk v nek zbor in more dejansko po nekem posluhu se učiti tiste težke harmonije, nekih Haydnov in tega, mislim, zelo dobro je imeti malo predznanja za vsaj malo not poznati, vsaj malo, da veš sploh, kako harmonije funkcionirajo, ker ko prideš ti od, ne vem, kje so tiste stezice na nekaj težjega rata hudičev problem, ne, in v bistvu rečemo, jaz klaviaturist nisem dober, ne, sebe nimam za dobrega klaviaturista, sem dober aranžer, ker si zadeve lahko sprot popravljam in jih posnamem in tudi nasnamem in tako naprej. Sem pa dober pevc, ne, in ker sem tudi delal solo petje pri Damjani Golavškovi in to je šlo vse tako, pač zelo na hiter, ampak kaj je bilo pa treba, mislim, to je bilo ogromno enega dela vloženega v to in res, kot sem rekel, šele pol, ko vidiš, v bistvu, da je pri petju podobno kot pri igranju, ne. Isto moraš obvladati vse te višaje, nižaje, ves ta cirkus, ki ga dejansko s teorijo dobiš, če ne pa pol, ko idiot po YouTubeu brskaš in gledaš
kako bi zdaj to in probaš se nekaj učiti, tako da, kar se tiče tega, jaz bi zelo na prste polomil, ne? Ker tako dober klaviaturist, kot v Sloveniji, vsaj med slepci, ni, ne? Oziroma med slepimi, da ne bom koga užalil, bi se da slepec, ne? Med slepimi ga ni in ko to slišiš, meni gre vedno kurja pot gor, ne? Res je dober, ne? In marsikdo bi si to želel, ampak zato je pa treba ogromno ene vaje, vztrajnosti, potrpežljivosti, ne samo tistega, ki dela, ampak konec koncev tudi sosedov. Če si v bloku, zna biti to izjemno zabavno, ne? Ko ti pride s kakšno flašo, da bnehu, se je fino sam. Meni so petarde metali v stanovanju zaradi klavirja. No, sej to, ne, in take stvari se v bistvu dogajajo, ne. Ampak, tako kot sem rekel, zato, če ima kdo možnost priti do kakršnekoli teorije, če mu kdo ponudi, naj je ne zavrača, ampak naj jo sprejme z obema rokama in naj se jo nauči, ker mene zdaj to, ker sem se lotil produkcije, zelo tepe po glavi, ne, ker jaz v glavi že imam nekaj, kako bi mogli to zveneti pa zgledati, ampak to treba pol narediti. Tukaj pa nastane pol problem, ker zgubiš ure in ure, kar bi nekdo, ki ima malo osnov, naredil v 10 minutah. Ne? Ampak ja, vztrajati pa treba in na koncu pa pride ven nek dober rezultat. To je zaenkrat to. Te težave imamo skoraj vsi. To ni nenadomestljivo. Vedno sem pripravljen za inštrukcije. No, fino, kdaj greva pol na ta prve? To bomo off record delali. Dušan, smem? Dušan, dovoliš, še meni je nek par besed? Dušan? Izvoli Deži. Lahko, ja. Namreč glede brajve notacije, ne? Mi smo imeli v Tržiču, se mi zdi, eno učiteljico prav, ki je na glasbeni šoli učila in to vse s pomočjo brajeve notacije. Tako da to se splača, je res zelo počasno, ampak če hočeš ti kot profesionalec delati na vsak način, kot učitelj recimo, to moraš imeti. Meni je tudi danes žal, da nisem v zavodu, sicer sem začel, ampak sem pol, mi je bilo možno, da sem pustil, mi je pa žal, ne. Tako da, to bi že bilo prav, da se začne uveljavljati zopet. Kar se pa tiče, namreč kar sem doživel kot glasbenik in res, ko smo se v zvezi ogromno pripomogli, sem bil zelo razočaran leta, ko je predsednik bil Vraber. Smo dobili ponudbo za sodelovanje na koncertu v Budimpešti. In takrat, ko sem to izvedel za to vabilo, sem seveda Vrabere poklical, sem rekel, prav bi bilo, da sodelujemo. Nekaj je rekel sicer, to predsednika kulture pokliči, sem poklical takratni, kjer je že bil, ne vem, v glavnem, predsednik Novega mesta Janez. Noben od teh me ni prisluhnil, da bi vzel s sabo za promocijo kaki CD ali od Okteta ali od kjerga pač našega mariborskega zbora. To je zelo, zelo užaljivo in zelo podcenjevalno za naš trud, in koliko denarja šlo, da eni taki ljudje, ki so funkcionarji, ne znajo to oceniti. In ko so oni nastopali, sicer so šli zbor iz Novega mesta v Budimpešto na to sodelovanje, so se zelo dobro odrezali, jaz jih zelo cenim, ker poznam njihovo delo, ampak oni so pa takrat prinesli ogromno teh promocijskih spominkov, recimo, ne, od drugih. Takrat so bili zbori iz Bolgarije, Poljske in kaj zvem koliko teh nastopajočih. Vidite, to je žalostno, da sami sebe ne znamo prodajati. Kolikokrat bi lahko na proslavah se ponudilo
ko jih imamo mi sami. Res je to, ja. No, jaz moram pa tukaj tokrat... Čakaj, Mitja, čakaj malo. Čakaj malo. Zdaj je Brane tam na roko dvignil, pa potem Max, tako da dajmo malo reda narediti. Izvoli, Brane. Okay, hvala. Najprej čisto na kratko, sem potrdim tisto, kar je Franci rekel. Jaz tudi potrjujem, da sta res branje notacijo poznala samo profesor Konfidenti in pa gospod Čurič. Čurič je mene tudi učil brajevo notacijo, bilo spomladi leta 1969, ampak je nisem potem nikoli uporabljal, ker, ko že ti Dušan rekel, jaz sem mogel imeti 3 roke, ne? 2 roke za harmonike v roki, 3. roko pa, da bi bral brajevo notacijo, ne? Tako da to enostavno ni šlo skozi. Bi pa dal še eno idejo, eno pobudo. Jaz mislim, da bi lahko iz današnje petkove Zoom kavice šla na zvezo pobuda, da bi na naši KSS Minke Skaberde ustanovili en oddelek, neko fonoteko z temi skladbami naših slepih glasbenikov. Suzana pred nekaj govorila o brošuri, ki bi naj bili sicer napisani, ampak mislim, da že imamo toliko izgoščenk in prej audio kaset in tako dalje, ali pa v MP3 obliki, elektronski obliki, da je bilo zelo fajn, da bi pri nas v knjižnici imeli tudi neki oddelek za zbirko tekle skladb naših skladateljev. Ja, sej to se dela, zdaj se zbira gradivo, jaz sem kar nekaj pridobil, tudi delamo, jaz upam, da bo en domoznanstveni oddelek se bo tukaj ustanovil znotraj knjižnice, ja. Da to se ne dela, zdaj delamo antologijo slikarjev, delamo antologijo pesnikov, delamo antologijo glasbenikov, tako da se dela te zadeve, in pol bo mogoče to nekoč raslo, ne. Bi pa nekaj še rekel, preden dam Maksu besedo, Brane, si končal? Brane, si končal? Izvoli sam, ja. Ja, bi pa sem to nekaj rekel, preden končal, tole zelo mi je zanimivo, tega Čuriča, tako omenjate, ko sem ga jaz začel raziskovati, je bilo praktično 0, ne, lahko rečem, da je bil en odličen glasbenik, Čurič, ki je igral 4-5 inštrumentov, v Škofji Loki je organiziral pevski zbor. Ko je bila kakršnakoli proslava v Škofji Loki, je Čurič s svojim zborom bil tja, no in zdaj, ko sem pa iskal kakšno letnico smrti ali karkoli, pa pravzaprav se nikjer ne ve nič o njem, kdaj se je rodil, kje je umrl, niti Škofji Loki na pokopališču nimajo niti nobenega spiska, niti ne vejo, a je tam pokopan ali ni pokopan. Je pa zanimivo, da prva omemba Čuriča je celo v Kočevju je bil kot mladenič, je tam igral in se učil pletarstva. Tako da mislim, tega Čuriča bomo še, vidim, da ga kar poznate, pa vas bom jaz poklical, da napišemo kak članek o njem v tem s zadevami. Max, izvoli. Max Vinšek. Se slišimo? Ja, izvoli, Max. Ja, tudi jaz sem tu hotel reči pri gospodu Čuriču, sem se tudi jaz naučil note. Samo tisti način je meni zelo prav prišel kasneje, ker jaz sem bil organist v domači fari in mi je on takrat v Brajevi pisavi, on napisal lastnoročno pesmi, ali pa jih je mogoče že nekaj tudi imel pripravljene, da sem jaz to lahko nesel po končanem šolanju domov in sem to uporabljal potem in se učil. Res pa je, da je bil pisan vsak glas za sebe, kar je dalo veliko več dela, ker se mogel prvo en glas na pamet naučiti, pa drugega skupaj združiti, potem pa tretji in četrti glas in tako naprej. To je bilo veliko zamudnega dela. Je pa pol prišla nekje čez nekaj 5 let na novo knjiga Brajevih not, ko je pa takrat profesor Konfidenti imel predavanje na našem republiški zvezi in je nekaj udeležencev nas tam bilo. Tista knjiga pa je bila precej drugače narejena že v, če bi tako rekel, v kratkopisu, da sta se 2 glasova združila in si jih mogel tako
ponovno osvojiti na kak način, ker je čisto drugačen sistem bil. Tistega jaz nisem osvojil, ker sem samo enkrat bil na tistem predavanju in pol nič več in ostal sem pri tistem ta starem. No, drugače bi pa še lahko Dušan rekel, ker jaz vem za človeka, ki je bil na pogrebu Čuriča in lahko bi ti dal ta podatek. Super, te bom poklical, Max, pa se bova slišala, velja, da bova zdajle. Ok, hvala. Fajn, super, to mi je pa všeč. A lahko samo nekaj gospoda Maxa vprašam? Izvoli. Ta partitura, gospod Max, Zoran tukaj, a to ste vi dobil za orgle vse, posebej za levo roko, za desno roko in za pedala, ali kako? Za pedala nisem imel sem pa jaz za levo roko, vsak glas je bil za sebe. Ampak tako, a ste imeli recimo akorde, ki ste samo v levi roki akorde polagali, daljše ste držali, ali ste imeli tudi linije, tako kot so recimo fuge pa take zadeve kontrapunktične? Ja, je bilo razvidno. Aha, zato ker mi imamo enega gospoda, ki se zdajle ne morem imena spomniti, iz Jesenic, ki je študiral pri Hubertu Bergantu in je tudi naredil 2 letnika orgel na akademiji, potem je pa žal nehal. A mogoče Ažman? Ažman, tako, Drago. Drago Ažman, ja. Ja, Drago, ja. Zanimivo. Jaz se Dragota spomnim še kot slepega, ko sem jaz še videl, ko sem bil na srednji glasbeni mlajši od njega, pa je on hodil tja, pol kasneje pa sem zgubil stik z njim. Šele pol, ko sem raziskoval za tisto predavanje v Pragi leta 2005, sem spet na kratko ga dobil, malo da mi je par stvari povedal, da sem lahko uvrstil predavanje. Ampak v zvezi s to Braillevo notacijo, recimo, zdaj imate možnost kompletne 3 knjige, a ne, prečekirati na Zvezi slepih in v Zavodu za slepe so pač na razpolago in si lahko to pregledate, kakor želite. Tam je vse not, 3 debele knjige. To jih imamo v knjižnici, ja. Ja, v knjižnici jih imate. V redu, čemo počas končati, ura je že 20 do 12. Zdaj ne vem, še ima kdo kako vprašanje, sem jaz kaj koga pozabil. Aha, ja, Jaklič, Jernej, ja. Jernej, veš kaj, zdaj pa tako narediti. Ti boš ta zadnji, ti boš odšpilal zadevo, zdaj pa sam, če še ima kdo kaj za vprašati. Ja, jaz dvigujem roko, sicer nimam danes kaj zapovedati o glasbi, obožujem, občudujem talenta, nimam, tako da če želite, da se kaj konča, povabite mene, da zapojem, ampak jaz bi rada pridala pri Čuriču. Mislim, da sem bila jaz na avtobusu, ki je šel na njegov pogreb. Upam, da je bilo to iz Škofje Loke za Hoče. Menda je bil v Hočah pogreb, bilo je leto 78, 79 ali 80, avtobus je šel, mi Štajerci pa smo lahko šli z njimi, da smo se peljali do Hoč. Na pogreb pa žal nisem šla, ker pa gospoda sem tako malo poznala nekje v daljavi, se nečesa spomnim, pa če je bil to pravi gospod, pa bo verjetno Maksi lahko povedal tebi, ko se boste slišala, te so bile to Hoče ali ne. Super, hvala. A mi dovoliš še minutko? No, Mitja, ajde, hitro, kratko. Bom, ja. O glavnem, jaz bi sam to rad rekel, prej smo govorili o zvezi pa o teh stvareh, ne. Tokrat, ko sem se jaz lotil, skratka, produkcije, moram pa tukaj pohvaliti, da mi je šla prav naša zveza oziroma knjižnica ful na roko in sem vse vokale lahko dejansko kvalitetno posnel v tej knjižnici, na te mikrofone, ki so res dobri in v teh studijih. Tako da hvala šefom v knjižnici in hvala tudi Roku, ki je imel potrpljenje oziroma ga bo še imel, ki je pa tukaj tehnik in Duša, ki je prenašala vse moje muhe in skrbela za to, da so stvari prišle v neko digitalno obliko, da sem jih jaz lahko potem zmiksal in obdelal. Tako da, ja, še bomo delali, še. Je fino tukaj delati. No, Roka je treba seveda tudi pohvaliti, on skrbi za Zoom, tehnične težave rešuje, tako da Rok, hvala ti. Še kdo? Aha, Joža, Alt A, izvoli. Ne, odklopi, mikrofon vklopi, pritisni Alt A. To je dobro za glasbenika utišati. No, Dušan je tudi treba pohvaliti, da je tole zorganiziral in skrb z Bobno, ne? Joža, Alt A. Jaz te živiš. Ne, gre Joža.
Ne gre. Drugače pa še en vic na hitro, kako se glasbenika ozvoči, na prst postopiš. Joža, ne gre. Ne gre, ne zvižmite. Alt A. Pritisni Alt A, ne moreš. Preslednico ne pritisne, pa drži. Ali pa preslednico. Ne gre. Ne gre, v redu. Imaš koga blizu? To je bil dan kulture. Dobro. Neč, Joža, oprosti, bomo končali, ura je 11:43. Zdaj bomo pa dali Jerneju Jakliču, da za konec nekaj zašpila. Jernej, ti se ukvarja z glasbo, povej ene 2 besedi, predno boš zašpilo v sebi. Jaz sem se sam učil harmoniko, najprej v zavodu klavirsko, pa tudi še kot otrok, tam pač, ne vem, sem bil 5. razred, 6., ko sem se začel sam učiti frajtonarco. Pa glasba, to je moja glavna stvar. Zbiram gramofonske plošče z narodno zabavno glasbo. Pa ene 3 pesmi me je eden naučil zaigrati na harmoniko. Bom pa zaigral eno svojo lastno, Pomladno jutro na Trški gori. No, evo, da slišimo. Hvala, Jernej. Vmes je pa prišel Joža. Evo, Joža, zaključna beseda je tvoja. Ja, lepo pozdravljen z moje strani. Jaz bi sam to rekel. V času, takrat, ko sem jaz hodil v osnovno šolo, v zavod, je v bistvu učil notacijo Iztok Peroci, ki je včasih igral, mislim, da še v ansamblu Fantje z vseh vetrov. Kar se pa tiče Zoranovih besed, bi pa rekel tako, tisti klavir je bil že star, kako so ga pa vzdrževali, je pa drugo vprašanje. Bi ga pa verjetno mogli bolj in bi bil verjetno še danes bolj in bi bil še danes dober. Če ga pa še uporabljajo, je pa drugo vprašanje. Ker vsako stvar, ko imaš, jo moraš vzdrževati, če hočeš, da je tako, da ti pač dela in da ti služi namenu. Sam toliko sem hotel. Hvala lepa. Ja, tisti klavir je bil z dunajsko mehanko in ne bi bil uporaben, bi bilo treba preveč denarja porabiti, zato je bilo boljše, da so kupili novega.
ta nov je pa zelo dober, sam se ga tudi ne vzdržuje tako, kot bi bilo treba. Bomo končali tukaj, ker drugače bomo še do jutra zjutraj. Jaz mislim, da bomo na temo glasbe še kako kdaj rekli, verjetno ob izidu antologije oziroma ne. Ja, saj pravzaprav Dušan glasbe niti itak do jutra. Tako, ja. Bomo pa začeli špilati oziroma se pogovarjati pa zvečer. Sebastian, a nisi mogoče pomislil, zakaj moramo mi končati, ker kultura je lačna? No, dobro, nehajmo. Ajde, končamo, lepo se imejte. Naslednji teden se javljamo z okroglega, ker so dnevi kulture slepih in slabovidnih, pa v glavnem se slišimo naslednji teden. Lep pozdrav z Primorske. Hvala.